prebranih celicah se danes sprehajamo od genov do zvezd in naprej s knjigo dr. Saše Dolenca. Če jo primete v roke, vam zagotavljam duhovito, razumljivo in izvirno branje o zanimivostih življenja. Brala sva jo z Mašo. Kmalu se je na vratih prikazal sosed. Mulis mu je povedal, da je ravno kar prejel obvestilo o nagradi, a sosed mu je zgolj odvrnil: "Že vem, sem slišal po radiju. Greva deskat." Tako se začne delček v knjigi o tem, kako je deskar prejel Nobelovo nagrado za kemijo, ki opisuje Kerryja Mullisa, znanstvenika, ki je iznašel metodo za kopiranje DNK. Odštekan znanstvenik in še bolj odpuljena predstavitev. Mene je še najbolj navdušilo poglavje o demonih in živalskem magnetizmu. Govori namreč o tem, kako miselno okolje močno vpliva na posameznika, kajti ljudje se pogosto vdamo v teorijo drugih in sploh ne razmislimo o lastnem mnenju oziroma ga ne izrazimo. V tej zgodbi se to kaže v tem, kako so vsi verjeli človeku, ki je trdil, da lahko prikliče in izžene demone. Nato pa je neki zdravilec njegovo teorijo le prenesel iz religiozne na znanstveno področje. Spet so mu vsi verjeli. Na koncu se je izkazalo, da vendarle gre le za navadno mazaštvo. Meni sta bili danes v tem času zelo zanimivi tudi zgodbi o koleriji in o gripi. Vem pa, in ga z veseljem spremljam, da dr. Sašo Dolenc danes piše tudi o epidemiji COVID-19 in njegove razlage so mi zelo všeč. Sašo, a aktualna problematika skriva kakšen literarno-znanstveni izziv? Ja, trenutno so seveda najbolj zanimive tematike, ki se navezujejo na epidemijo. Vendar me ne zanimajo samo zdravstvena vprašanja, ampak tudi družbeni, etični in tehnološki problemi, ki jih odpira to naše spopadanje z nalezljivim virusom. Hkrati pa pripravljam tudi knjigo, v kateri bom zbral zanimive zgodbe z področja znanosti, ki so se dogajale v naših krajih oziroma so nekako povezane z nami. Tvojega novega pisanja se vedno veselimo, saj je polno humorja, ki se mi zdi, da je nepogrešljiva pika na i vsem tvojem delu. Ja, seveda, že pri naslovih lahko vidimo, kako zelo zabavni so. Naprimer, znanstveniki na počitnicah ali pa celični policisti. Ja, ampak moram povedati, da celični policisti nimajo nobene povezave z malimi sivimi celicami. Humor je gotovo tista sestavina, zaradi katere tudi Renata Salecl pravi, da so knjige, ki jih piše Sašo Dolenc, najbližje tistemu, čemur lahko rečemo kraljeva pot do znanja. Kako ste razumeli prispevek? Poglejmo. Brez humornega vložka je o družbenih problematikah veliko težje brati. Kje je Maša najbolj zasledila avtorjev humor? V naslovih ljudskih pripovedk, v naslovih resničnih zgodb, v naslovih tehnoloških razlag ali v naslovih etičnih problematik? Povejte. Še nekaj sekund je do konca. Kako ste odgovorili? Obe ekipi pravita, da je rešitev odgovor D, v naslovih etičnih problematik. Knjiga Od genov do zvezd je zbirka zgodb. Maša pa je poudarila, da je opazila, kako zabavni so njihovi naslovi. Te zgodbe pa so predvsem resnične zgodbe, zato je pravilen odgovor B. Točke so se vam izmuznile, tudi Brihtolin je izpuhtel, ampak nič za to.